devetošolke in devetošolci osnovne šole Tabor 1 Maribor. Pozdravimo jih z velikim aplavzom. Nal Bračič in Elina Mojtanovič. Nikola Kosi in Teja Črnec-Jamrič. Patrik Bauman in Zoja Kolarič. Sergej Lukas in Tema Lepene. In Kolednik in Zarja Kristov. Brezner in Alina Kevrič. Lenka Čulko in Neja Predan-Peznič. Ante Anžel in Ena Melila. Adam Hamad in Anša Islamovič. Skropek in Nina Mihajlovič. Lem Žugman in Nina Simovič-Ganzer. Bedorbaj in Brina. Janko Kavčinac in Mišel Čep. Oskar Šparovec in Nala Najin. Nino Đurđević in Miša Cvet. Filip Kozjan in Anja Krug. Jan Kajčič in Sara Brezner. Roman Vuković in Hala Brlec. Jan Hanžuković in Ajna Fido. Lamar Lošen in Sara Kuhar. Aleksej Svetec in Nikola Koplarević. Aleš Kralj in Korina Kondrac. Šaki Raša in Lučka Budić. In Kupčič in Gaja Koplak. Vanja Kupčič in Lana Grašič. Žana Zidan in Julija Šaparič. Karl Hegler in Julija Špedjan. Eva Kerovec in Jaka. Karl Vogrin in Gaja Vogar. Jaka Bučko in Lucija Brak. Julija Trudin in Aleksandra Penjajić. Aleksej Osrajnik in Vita Korenik. Torej Svet in Živa in Lič Špindler. Petja Lah in Diva Cozer. Tim Breznik in Nik Bartol. Na parketu
prihajajo zvezde današnjega večera. Tu so devetošolke in devetošolci osnovne šole Tabor Ena Maribor. Odri pa sedaj prevajajo povezovalci današnjega večera, to so Jaka, Nuša in Jan. Danes smo se zbrali, da proslavimo naš uspeh zaključene osnovne šole. Ne glede na to, ali si razred za vas naredil, to opravil kot mačji kašelj, z razliko ali brez, je tvoj uspeh zlato priznanje na tekmovanju angleščine, kenguruju, tekmovanju fizike, športni uspeh v nogometu, atletiki, košarki, ali pa je tvoj uspeh samo spričevalo, smo danes vsi pravniki. Končuje se zgodba, ki smo prvi začeli pisati, ko smo leta 2017 stopili v prvi razred osnovne šole. Tako je nadaljeval s pisanjem svoje zgodbe. Nekateri se v zgodbah nikoli več ne bomo srečali, vedno pa se bomo spominjali drug drugega. Zato poskrbimo, da si zapomnimo same lepe trenutke in da današnji dan v spomin vtisnemo v naslovnico tega poglavja. Da pa bi drugi vse malo razumeli, kaj vse smo skupaj doživeli, je edino prav, da vsakega malo predstavimo. Začne pa naj kar 9A, ki je znal vse, razen biti tiho in biti stik. Meanwhile, tell you to run on the way, nobody say, nobody on. Well, pick me up with golden hand, tell you to run on the way, nobody say, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. How we will run, how we will cry. I would like to hold my little hand. How we will run, how we will cry. Send me in my way, send me in my way, send me in my way, send me on my way, send me in my way, send me in my way, send me on my way. Alo, mi zamujamo! Dnevi v našem razredu nikoli niso bili perfektni. Nikoli ni bilo dni, ko kdo ne bi zamudil, pozabil zvezko ali pa špičil kakšne neumnosti. Ne glede na to, ali je bilo perfektno ali ne, smo danes tukaj. Šolo in 9 let spominov zapuščamo skupaj,
Tako kot smo vanjo prvič skupaj stopili v prvem razredu. Zdaj, ko stojimo tukaj in se spominjamo vseh lepih prigod, nam na pamet ne pridejo trenutki, ko smo bili tiho ter poslušali preporuko, kot bi morali. Ne, prav nasprotno. Spomnimo se vsakega trenutka, ko smo se s traparijami spravili v težave, vseh neumnosti, ki smo se jim smejali, in prijateljev, ki so vsak dan naredili malo bolj znosen. Vsaka napaka se lahko popravi, vsak uspeh se enkrat pozabi, ostanejo nam le spomini in prijateljstvo med nami. Zadnja stvar, ki jo bomo povedali na tej šoli, bi radi izrekli zahvalo. Zahvaljujemo se vsem učiteljem, ki so se za nas trudili in nas spodbujali. Posebej smo hvaležni vsem razredničarkam od 1. do 9. razreda. Zvonki Krajnšek, Lilijani Klavčič, Danieli Todorovič, Mojci Pašlik in Mateji Bratsko. Zahvaljujemo se vsem kuharicam in kuharju šole, ki so poskrbeli, da smo vedno nahranjeni, čeprav za nas hrane nikoli ni dovolj. Zahvaljujemo se staršem, ki so nas spremljali na tej dolgi poti in nam vedno bili v oporo. Zahvaljujemo se tudi vsem tistim, ki danes morda ne morejo biti tu, a za nas vedno navijajo tudi od daleč. Za konec pa nam bodo vabili še našo razredničarko Klaro Trap, ki je pomagala pri tem, da se je vse to uresničilo in da noben od nas ni padel v matematiko. Draga razredničarka, hvala vam, da ste za nas skrbeli, nas prenašali, skupaj z nami rasli in se z nami tudi smejali. Hvaležni smo vam za vsako neopravičeno uro, ki ste jo slučajno spregledali, ves vaš trud in energijo, ki jo vsak dan vlagate v vaše učence.
Res so lahko srečni, da ima učiteljica kot ste vi. Želimo vam vse najlepše, veliko uspešnih šolskih uspehov, predvsem pa, da bi pobegnili iz tega pobega, da bi bilo res žalostno, če bi naslednje generacije ostale brez vas. Upamo, da smo tudi mi vam polepšali naše skupno leto, tako kot ste jih vi nam. Nekaj malih besed še z moje strani. Dragi 9. A, danes stojimo tukaj ob vašem posebnem trenutku, na koncu enega pomembnega poglavja in na začetku nove poti. Čeprav se naša razredničarka postala v 8. razredu, se je naša skupna pot začela že prej. Prvič smo se srečali v 6. razredu, nato so se naše poti razšle in ko sem se vrnila, sem dobila ponovno priložnost, da postanem vaša razredničarka. Ti 2 leti ste minili hitro, a ste bili polno dogodivščin. Bili ste generacija, ki je znala dosegati odlične rezultate, hkrati pa poskrbeti, da v razredu nikoli ni bil dolgčas. Vaša živahnost je od mene zahtevala kar nekaj potrpežljivosti, vaša nadaljivost pa mi je večkrat narisala nasmeh na obraz. Včasih ste me presenetili s svojo energijo, drugič s svojo iznajdljivostjo, večkrat pa s tem, kako ste znali stopiti skupaj, ko je bilo najbolj potrebno. V teh 2 letih ste spremljali, kako iz otrok postopoma postajate mladi ljudje z lastnimi mnenji, cilji in sanjami. Danes se poslavljate od osnovne šole, pred vami so novi izzivi in novi ljudje. Želim vam, da bi na tej poti ohranili svojo vedoželjnost, pogum in tudi tisti del nadaljivosti, ki vas dela edinstveno. Verjemite vase, vztrajajte pri svojih ciljih in ne pozabite, da uspeh ni le v cilju, temveč tudi v tem, kakšne ljudje postanete. Hvala vam za vse skupne trenutke, za smeh in za spomine, ki jih bom z veseljem nosila s seboj. Bilo mi je v čast biti vaša razredničarka. Srečno! Zdaj pa bomo vam podelili še spričevala in vsa priznanja, zato prosim, da pride k meni Patrik Bauman. Lucija Bubič. Lucija Graf. Jacques Jaraš. Nikolina Kablarević. Ela Carrot. Zoja Kolar. Nika Koren. Aleš Kralj. Vid Kupčič. Emo Nebemer. Kaja Logar.
Marko Pavčinac. Korina Kongrad. Jaka Pučko. Sergej Rep. Tomi Sep. Aleksej Svetec. Julija Šafari. Julija Šelja. Oskar Šparov. Gaja Toplik. Domen Vuković. Dragi starši, cenjen profesorski zbor, gospa ravnateljica in ostali gostje, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in imenu plesne šole Pinge. Sem plesni učitelj Aljaž Laškerič in z vašimi najdražjimi smo se družili vse četrtke popoldne, najprej na njihovi šoli, zadnje 2 vaje pa tudi v naših prostorih, da so lahko plesalke sprobane svojo obutja. Tako, dragi devetošolci, drage devetošolke, mislim, da je čas, da pokažete vašim najdražjim, ki so vas danes pospremili tukaj, čim so ste se našli. Odpremo vrste za četvorko. Kot prva na vrsti pantalon. Plesalski telo. Angliška merila. Angliška merila. Plesalci telo. Lila lila. Zavrtiš na mesto. Vrtima odpravo. Velika plesalka. Velika plesalka. Posebej srednji. Velika koha. Angliška verika. Angliška verika. Sonce poplav. Lila ljubi, zavrtiš na mesto. Vrtna sloma. Velika plesalka. Velika plesalka. Posebej srednja. Velika koha. Čestitam, bravo. Naslednja slika, križarkarski navdušenci jo boste prepoznali pod imenom Epi. Plesalci poklon. Prvi v sredino, prvi, dragi, ploskamo, ki navijajo za prve. Prvi plesal. Prvi menjal. Desna roka, zvilenju skupaj. Pakrište desno. Prvi nazvaj na svoje mesto. Vrtila oba. Drugi je sredino, taj pa prvi navijajo za drugo. Ruke desno. Drugi menjal. Desna ruka menjaš. Pa v desno. Nadzor na svoje mesto. Vrtila oba. Bravo, čudovito.
Naslednja slika četvorke se imenuje Pastore. Mi pa smo dovajali se rekli kar tu. Ja, smo si kupili. Ali naprej. Še nekaj povedali, kako svoje plesalke nabijo. Nekaj gremo. Trojka. Še vidice solo gledam. Sledno krogec, jezik, natima. Angliško vino. In trojka naprej. Trojka. Četirice slovo še da. Škronec. Vodimo. Angliška vina. Bravo. Priplesali ste vse do zadnje slike četvorke, imenuje se finale. Plesalke potem. Iz roke in plecali. Plesalke, desno, plesalce, podlasno nalinajo za svoje plesalke. In druga slika. Se vrtaš na svoj plesalk, bliski bo podjeti na primekce za ništovir in zvuči. Si do roke in spet naslednja. Plesalci in desno bo desno, plesalke glasno navijajo za svoje plesalce. In druga slika. Se vrneš na najboljše plesalke, desne bo na desno, priješ mišljenje in stoci do konca. Stisneš malo bliže in greš malo hitreje. Čestitam vam velika hvala za to četvorko. 9A z eno nogo že v srednji šoli in pripravljam na nove izzive. Čas je, da se mu pridruži 9B. Niso prvi, niso zadnji, so pa nepozorni. Jutro zamuja, barve prebuja, nov dan začenjamo, dogodke spremljamo, sirene tulijo,
Polni pričakovanj in nemira smo se začeli spoznavati in oblikovati v razred, ki je danes za vami. Začeli smo pisati prvo poglavje naše skupne zgodbe, ob čemer sta nas ljubeznivo spremljali učiteljici Anita in Nevenka. Čeprav smo si med seboj bili zelo različni, smo kar kmalu našli skupni jezik. Naučili smo se skupnega dela, medsebojnega spoštovanja in skupaj iskali trdno in nepozabno prijateljstvo. Zdi se, kot da smo šele včeraj z ogromnimi torbami prvič stopili skozi šolska vrata. Danes pa odhajamo starejši, modrejši in pripravljeni na nove življenjske izzive. Dokazali smo, da lahko začnemo stati delamo kot skupina. Skupaj smo premagali šolske ovire in se potem tudi smejali. Vsi, ki danes stojijo ob meni, so poskrbeli, da je bilo teh 9 let nepozabnih. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance, so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to play. Swipe. You, tell me about the fire, what we eating for and I don't know about me, but I know about you. So say how much you supposed to get in 3, swipe. Like to be everything you want. Girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, Vemo, da učiteljem z nami ni bilo vedno lahko in da smo jim povzročili nekaj sivih glas na glavi. A kljub vsem pozabljenim domačim nalogam in klepetom med poukom so vedno verjeli v nas. Zato se vsem učiteljem iz srca zahvaljujem. Naša pot pa ne bi bila tako uspešna brez naših razredničark, zato smo posebej hvaležni Aniti Ravter, Mariji Cotič, Sonji Škoberne, Saši Simonovič, Nini Belšak in Jasmini Vrh. Zahvaljujemo se čistilkam, ki so vsak dan za nami počistile sledi krede in hrane, ter nam tako omogočile, da je vsak dan imel čisti začetek. Za na konec pa na oder vabim še našo razredničarko, Ksenijo Rebernak-Starkoš in Jasmina Novak. Draga razredničarka, hvala vam, da ste se za nas borili in poskrbeli, da smo vsi prišli do cilja. Pri vas smo vedno našli varno zavetje in toplo roko, bili ste učiteljica, ki smo si jo lahko zaupali vse naše skrbi.
Hvala vam za vso vaše potrpljenje in skrb, ki ste nam jo namenili. Zahvaljujem pa se tudi naši podrazredničarki Jasmini Novak, ki nam je vedno stala ob strani, ko vi niste morali. Učiteljici, kot ste vi, si lahko vsak le želi. Dragi moj 9. B, preden začnem, bi vas prosila, da vzamete svoje telefone in si zabeležite še mojo zadnjo šibko točko, ki je še niste ugotovili, govorništvo, kljukica. Ostale mislim, da ste že vse, zato prosim za nekaj potrpežljivosti za vse. Ko pomislim na vas, vidim razred, ki ga je nemogoče opisati z eno besedo. Bili ste glasni in tihi. Delovni in občasno manj delovni, zgovorni in skrivnostni, pogumni in kdaj tudi negotovi, vedno pripravljeni na šalo, pa tudi na kakšno potegavščino, zaradi katere sem morala globoko vdihniti in šteti do 10. Bili ste raznoliki, tako zelo različni med seboj, da bi marsikdo rekel, da iz takšne skupine ne more nastati prava celota. Pa ste presenetili. V teh letih sem vas spremljala pri uspehih in spodrsljajih, pri smehu in solzah, pri ocenah, ki ste jih ponosno pokazali doma in tudi pri tistih, ki bi jih najraje skrili na dno torbe. Videla sem vas odraščati. Videla sem, kako ste počasi postajali mladi ljudje. In veste kaj? Ponosna sem na vas. Ne zato, ker bi vse naredili brezhibno, ker bi bili popolni. Ponosna sem, ker ste postali nekaj veliko pomembnejšega. Postali ste razred. Takšen razred, kot si ga želi vsaka razredničarka. Povezan, enoten, takšen, ki zna stopiti skupaj, ko je to potrebno. Takšen, ki zna navijati drug za drugega. Takšen, ki zna odpustiti, sprejeti drugačnost in najti prostor za vsakogar. To ni nekaj samoumevnega, to je nekaj, kar se gradi leta. In vi ste to zgradili. Danes vas bodo mnogi opisovali kot mlade ljudi, ki odhajate z novim izzivom naproti, jaz pa vas vidim še nekoliko drugače. Vidim skupino otrok, ki so bili nekaj let moji. Seveda ste najprej in vedno boste otroci svojih staršev, toda starši. Majhen košček vaših otrok je postal tudi moj. Košček vaših skrbi, vaših vprašanj, vaših uspehov, vaših sanj in včasih tudi vaših neumnosti sem nosila s seboj vsak dan. In prav zato vas danes ne spuščam naprej velikodušno, spuščam vas naprej s ponosom. Pred vami je svet, ki je velik, zanimiv in poln priložnosti, zato letite. Upajte si sanjati velike sanje, upajte si poskusiti stvari, ki se zdijo nemogoče, upajte si biti pogumni, drugačni, ustvarjalni. Poletite visoko, ampak vedno imejte eno nogo na trdnih tleh. Ker če se zgodi, da boste padli, ker v življenju vsi kdaj pademo, ne boste padli globoko in prav vedno se zavedajte, da ste sposobni vstati. Dragi moji, hvala za vse nasmehe, izzive, za vse trenutke, ko ste me spravljali v smeh in tudi za tiste, ko ste me spravljali v živce. Hvala, ker ste mi dovolili, da sem bila del vaše poti. Kamorkoli vas bo življenje odneslo, si želim, da bi ostali tako srčni, borbeni, nepopustljivi, kot ste bili tukaj. Verjemite, ko se boste kot odrasli ozrli nazaj, se ne boste spomnili ocen, niti testov, niti domačih nalog, ampak občutkov, ko smo se družili, se veselili, se imeli fajn. Srečno, dragi moji, še enkrat poletite visoko, a eno nogo vedno pustite na trdnih tleh. Zdaj pa sledi
končana podelitev 9. B. Prvi naj pride k meni Mik Bartol. Nan Vračič. Tim Breznik. Mišelček. In ti. Lamar Kuršek. Ahmad Hamad. Jan Andrejkovič. Anja Ido. Ejma. Gal Hribar. Aisha. Nikola. Mates. Nitya. Nina. Evina. Mala. Neja. Sara. Jure. Nuša. Lina. Galo Godrin. Sven. Nik še mi ni dal objem, a samo to še čakam zdaj. Naslednji ples
dražo eleganco, prestiž in natančnost. To je angleški palček. Pazi, 3, 4, desati. Velik aplauz za čudovito angleško barvo. Sedimo se daleč čez družo Latinsko Ameriko. Naslednja na vrsti je ča-ča-ča. Plesavec pripravi svojo desno nogo, plesavec svojo levo.
glasaš. Bravo. Za sklenitev drugega plesnega dela smo si izbrali Disco Swing. Lepa postane lepa, ti privlačne poravnač vrste. Pogledaš plesalko v oči in ji rečeš, play z nami tiho. 5, 6, bravo, so na 3, pride nazaj. za pravi drug plesni dan. Ne nazadnje pa spoznajmo še 9C, ki je naredil vse brez tutorialov s pomočjo ChatGPT-ja. Kaj pa vi to delate? Ja, nič novega, voda da ona dva vedno na WC-ju pulape. Kaj pa ti to delaš? Ja, pa jaz sem pa tak vedno tu. Fantje, pa res ste me razočarali. Četrtič ta teden ste že tukaj pri meni. Žan, prosim, ne zavijaj z očmi. Vanja, vstani pa do koša. Žvečilke ne sodijo v šolo. Kaj boš povedal? Nič ne. Kolikokrat si bil danes na stranišču? Nič ne. Žan, jaz bom morala tvojo mamo obvestiti, da te odpeljajo k urologu, ker tolikokrat, kot pa ti moraš vsako uro na stranišče brez zamere, ker ali si boln, ali preveč piješ, ali pa ne vem, ali se hecaš malo za vsemi zaposlenimi, ali? Kaj pa vidva? Kaj z oknom bilo? No, sem bilo na poti. Okno vama je bilo na poti. Kako je bilo vama lahko okno v prvem nadstropju na poti? Ja, pač, jaz sem ga malo potisnil, pa je pač bilo z okno, pa se znamo. Mislim, jaz poklicali bomo Guinnessovo knjigo rekordov. Ne, dekleti, zdaj pa res ne gre, razgovor imam za fantom. Malo počakajte, potem se pa tudi vama posvetim. Hvala, ker tole sedite zunaj. Kaj se spet naredili? Ti še raz spet neko okno zunaj. Nič novega. Vedno vse trofimo, to ni nič novega.
Glej, spet na WC-ju, nič novega. Dragi moji, 9C. Halo, pozdravljeni. Nič novega, da se one cel cajt pogovarjajo. Nič novega, da Filip nikoli ne zadane gola. Tako, preden vam povem še zadnje informacije o naši ekskurziji v Piran, bo Aleksandra vrgla žvečilno v koš. Torej, odhajamo v torek ob 5:45 izpred šole. Kogar ob tej uri ne bo, bo ostal tukaj. Ima še kdo kakšno vprašanje? Pa lahko gremo že enkrat na kosilo, prosim. Nič novega. Šalalalala. Pa kaj? Nič novega. Halo. I somehow see what's beautiful and things that are ephemeral. I'm my only friend of mine. Love is just a piece of time. Smo tudi mi prikorakali do konca. Ko nekdo prvič spoznal naš radio, bi pomislil na to, kako smo si med seboj različni. Vendar nas ravno naši različni karakteri in osebnosti tako povezujejo kot radio. Če bi učitelji vprašali, kako potekajo naše ure, bi verjetno rekli, da znamo biti samoglasni. Radi smo se pohitali in da pa kdaj preizkušali njihovo potrpežljivost, a kljub temu smo vzeli veliko nepozabnih trenutkov in poskrbeli, da nam v šoli nikoli ni bilo dolgčas. V 5 letih smo skupaj doživeli veliko lepega. Od šolskih izletov in športnih dni do stresnega skupnega učenja tik pred testi. Klepetanja odgovorov pri ustnih ocenjevanjih ter trenutkov, ko smo upali, da učitelj ne bo ravno danes poklical našega imena. Ob vsem tem smo ustvarili mnogo spominov, ki bodo ostali z nami še dolgo potem, ko bomo zapustili šolske hodnike.
Za konec bi se radi zahvalili vsem zaposlenim na šoli, ki skrbite, da vse poteka tako, kot mora. Posebna zahvala gre našim hišnikom, ki so poskrbeli, da na nikogar ni padlo okno in da je šolski vsakdan potekal brez večjih zapletov. Hvala tudi šolskemu fotografu, ki je vse naše trenutke, tudi tiste, ko nismo bili ravno pripravljeni na sliko. Hvala tudi vsem učiteljem, ki ste z nas trudili, nas učili življenjskih lekcij in sami potrpežljivo preživeli šolske dni. Upamo, da smo vam poleg stresa podarili tudi kakšen naslušek in lep spomin. Posebej smo hvaležni učiteljici Mini Demšar, ki nas je prva popeljala skozi šolska vrata in nam pomagala postati to, kar smo danes. Hvala tudi učiteljici Jani Stepi, ki nas je spremljala v obdobju prehoda v predmetno stopnjo in nam pomagala pri novih izzivih, ki so nas takrat čakali. Posebna zahvala pa gre tudi Katji Češ, Arka, Nataši Kirviš, Suzani Dvoršek in Sonji Žvigašič, ki so nas v teh letih spremljali kot razredničarka. Draga razredničarka, hvala vam za vse, kar ste stvari za nas v tem skupnih letih. Hvala, ker ste verjeli v nas, bili potrpežljivi, nas spodbujali in nam ostali ob strani, kadar smo nas potrebovali. Želim vam vse dobro, še veliko uspešnih šolskih predstav in ne pozabiti trenutkov z drugimi generacijami učencev. Upamo, da boste pri svojem delu še naprej uživali, pa tudi če brez nas. Zaradi vas smo rasli, ne samo kot učenci, ampak tudi kot ljudje. Dragi devetnici, danes je za vas poseben dan. Saj zaključujete pomembno obdobje vašega življenja in se podajate na nove poti, ki so pred vami. Zame pa boste imeli vedno posebno mesto, saj ste moja prva generacija. V teh letih smo skupaj doživeli veliko lepih trenutkov, uspehov, pa tudi tiste težje dni. Pri Ura glasbe smo veliko prepevali pesem Siva pot in njeno sporočilo nas danes spremlja na novi poti. Pot pred vami morda ne bo vedno lahka, a naj vas vodi pogum, vztrajnost in zaupajte vase. Posebej pa si boste zagotovo zapomnili tudi našo pesem Postrh, ki nas je spremljala skozi številne ure glasbe in tudi druge trenutke. Tako kot Postrh plava proti toku, ste tudi vi velikokrat se soočili z izzivi, dokazali, da zmorete več, kot se morda mislite. Hvala vam za vse spomine, ki smo jih skupaj ustvarili. Želim vam, da ostanete zvesti sebi in da sledite svojim sanjam. Srečno na vaši nadaljnji poti in naj bo ta polna lepih ljudi. Žan Martin. Gregor. Sara. Vid. Hana. Gleb. Iva. Nina. Lana.
Vanja, Filip, Zarja, Živa, Alina, Tim, Aleksandra, Žan, Ela, Vanja, Jan, Radi bi se zahvalili naši ravnateljici, gospe Martini Raješ in podravnateljicama Rebeki Kolar in Netki Zirman Sveda, zato vas vedno vabimo na oder. Spoštovani, zahvaljujemo se vam za ves trud in skrb, ki jo namenite naši šoli. Hvaležni smo, da smo bili v tako dobrih rokah. Zdaj pa prosimo ravnateljico za nekaj besed. Drage moje učenke, dragi moji učenci, spoštovani starši, stari starši, cenjene učiteljice, učitelji in drugi zaposleni šole. Kaj pravzaprav reči? Prišli smo preko ciljne črte našega maratona, ki smo ga pričeli 1. septembra tam daljnega leta 2017. 9 let smo se sprehajali skozi svet števk, črk, spoznavali smo tuje kraje, kulinariko, igrali smo se za žogo, športali, udeleževali različnih šol v naravi, športnih šol, spoznavali drug drugega, delali drug z drugim, sprejemali različnost in sedaj smo tukaj. Tukaj na koncu, ko bomo razprli krila in poleteli daleč proti svojim sanjam. Drage učenke in učenci, danes vas še zadnjič nagovarjam za moje učenke in učenci. Z jutrišnjim dnem odhajate. Odhajate naprej, odhajate proti svojim sanjam. Prejeli ste mnogo nagrad, prejeli ste mnogo pohval za tekmovanje v znanju, v športu, prejeli ste mnogo priznanj za vse tisto, kar ste napravili. So pa stvari, dragi moji, ki jih ne gre meriti z uro, ki jih ne gre meriti z metrom, ki jih ne gre tehtati. Zato v nadaljevanju podeljujem priznanja tistim učenkam in učencem, ki so dosegli nekakšne druge mejnike in nam dali vedeti, kako zelo pomembno je, da smo ljudje med ljudmi. Prosim, če se mi pridruži Gal Vogrin. Gal, tebi podeljujem priznanje ravnateljice za zavedanje, da čeprav življenje ni zmeraj idealno in se pojavljajo težave, ni konec sveta, ampak začetek nečesa novega.
mi prosim pridruži Mitja Lah. Mitja, tebi podeljujem priznanje ravnateljice za pogum. Zato, ker je pogum najpomembnejša človeška lastnost, saj je podlaga za vse druge vrline. Prosim, če se mi pridruži Gregor Bajc. Gregor, tebi podeljujem priznanje ravnateljice zato, ker si svojo dobroto, poštenostjo in spoštovanjem do ljudi bogatil našo šolo ter bil zgled vrednot, ki štejejo največ. Prosim, če se mi pridruži Vanja Mucič. Vanja, ti prejmeš priznanje ravnateljice zato, ker si na šoli pustil sled človeka, ki zna poslušati, razumeti in ravnati prav tudi takrat, ko nihče ne gleda. Prosim, če se mi pridruži Filip Hozjan. Filip, tebi podeljujem priznanje ravnateljice zato, ker si svojo prijaznostjo, iskrenostjo in spoštljivim odnosom do vseh dokazal, da prave vrednote vedno pustijo najlepši pečat. Prosim, če se mi pridruži Gleb Čulkov. Gleb, tebi podeljujem priznanje ravnateljice za izvrstno soočanje s spremembami in svobodnega duha pri spopadanju z usodo. Postal si nepremagljiv. Prosim, če se mi pridruži Ela Kerovec. Priznanje ravnateljice zato, ker si nas svojim zgledom učila, da resnična moč človeka ni v tem, da izstopa, temveč v tem, da svet okoli sebe s svojo pristnostjo naredi lepše. Prosim, če se mi pridruži Gaja Logar. Gaja, tebi podeljujem priznanje ravnateljice za pogum. Za pogum ob kljubovanju takšni in drugačni bolečini, življenju z njo, je ne kazati drugim in se vendarle zelo radostiti življenju. Prosim, da se mi pridruži Oskar Šparavec. Oskar, tebi podeljujem priznanje ravnateljice za pogum, da si predvsem zmeraj ostal zvest sam sebi in za talent, da si tudi največje vragolije znal pospremiti z iskreno besedo. Takole, dragi moji, kaj še reči? Želim vam, da vsi do zadnjega dosežete svoje sanje, da izkoristite vse svoje potenciale, ki ste jih pridobili, ki ste jih prinesli s seboj. Želim vam, da dosežete vse tisto, o čemer sanjate, predvsem pa si želim, da ostanete srčni otroci, radovedni otroci, se vemo, radovednost je avtocesta do znanja, predvsem pa, da ostanete točno takšni, kot tudi danes ste. Srečno in srčno.
Prav pa je, da posebej pohvalimo še vse naše športnike in igralce. Na oder vabimo učiteljico Jasmino Vrh, da nagradi naše najboljše športnike. Lepo pozdravljeni, spoštovani starši, učitelji, dragi devetošolci in vsi, ki ste danes tukaj. Kaj ne rečem? S pravkaršnjo predstavitvijo ste dokazali, da niste le odlična generacija, ampak tudi generacija, ki zna stopiti skupaj, sodelovati in ustvariti nekaj res posebnega. Iskrene čestitke in še en velik aplavz za naše devetošolce. Zdaj pa prihaja trenutek, ki ga kot športna pedagoginja še posebej rada dočakam. Podelitev priznanj najboljšim športnikom šole. Če se povsem iskrena, je bila letošnja naloga precej zahtevna. Pred nami je bila namreč ena najbolj športnih generacij v zadnjih letih. Sploh fantje ste mi pošteno otežili računanje točk. Ves čas ste tekmovali, zbirali uvrstitve, osvajali medalje in zastopali našo šolo na različnih športnih tekmovanjih. Zato vam izrekam posebno pohvalo. Naziv športnika šole temelji na dosežkih in sodelovanju na šolskih športnih tekmovanjih ter rezultatih na atletskem športnem dnevu. Tekmovanja potekajo na občinskem, področnem in državnem nivoju, vsak uspeh pa prinese določeno število točk, ki jih učenci zbirate skozi vse šolsko leto. Za naziv športnika šole tekmujete v 4 kategorijah: mlajše učenke, mlajši učenci, starejše učenke in starejši učenci. Devetošolci se za ta naziv potegujete skupaj z osmošolci, zato je konkurenca še toliko večja. Danes pa bomo podelili priznanja najboljšim med najboljšimi. Začnimo z dekleti. S 165 točkami je 3. mesto osvojila Zoja Korarič. Drugo mesto s 190 točkami osvojila osmošolka. S 356 točkami pa je prvo mesto in naziv športnice šole za šolsko leto 25-26 osvojila Hana Brglez. Sedaj pa še naši fantje. S 115 točkami je 3. mesto osvojil Adam Hamad. Drugo mesto in osvojenimi 160 točkami je osvojil osmošolec. Naziv športnika šole za šolsko leto 25-26 pa se je z 285 točkami priboril Marko Počinac. Velik aplavz pa si zaslužite ne le nagrajenci, temveč vsi športniki te generacije. Vsak trening, vsaka tekma, vsak pretečen krog in vsa
vsak nastop v šolskem dresu so prispevali k šolskemu triku naše šole. Medalje in pokali so sicer lepo priznanje, a še pomembnejše so lastnosti, ki jih šport gradi. Vztrajnost, disciplina, pogum, spoštovanje in sposobnost, da po porazu ponovno staneš, ko poskusi znova. Dragi devetošolci, danes ste prečkali eno pomembno ciljno črto, a kot veste športniki, vsaka ciljna črta hkrati pomeni tudi začetek nove proge. Pred vami so novi izzivi, nova okolja, novi cilji in nove zmage. Na novo življenjsko tekmo stopite pogumno, samozavestno in zavedanje, da zmorete več, kot si morda danes predstavljate. Naj vas pri tem spremljajo radovednost, vztrajnost in pogum. In ne pozabite, ni pomembno le, kako hitro tečete, ampak tudi, da nikoli ne odnehate. Devetošolci, hvala za vse športne uspehe, za energijo, ki ste jo prinesli na igrišča in za vse trenutke, ko ste s ponosom predstavljali naše šole. Pa srečno na vaši novi poti in ostanite športniki po srcu, ne glede na to, kaj vas bo življenje odpeljalo. Na oder vabim še našo knjižnikarko Barbaro Vindiš-Tular, da nam govori vse tiste, ki so vseh 9 let pridno brali knjige. Pred čestjem se pred oder vabim naslednje učence, Lucijo Grah, Lucijo Bubič, Nikolino Pavlarevič, Zoran Kolarič, Gajo Robert, Nala Garčiča, Ajšo Islamovič, Saro Kukrek, Žana Martina Anžela, Elo Medino in Aleksandar Okarjanič. Dragi učenci, zlate bralke in zlati bralci, iskreno vam čestitam, da vam je uspelo nekaj lepega. Vseh 9 let osnovne šole ste zvesto in vztrajno brali knjige za bralno značko. To ni le priznanje oziroma nagrada za prebrane strani, ampak tudi dokaz, da imate nekje v sebi strast do odkrivanja novih svetov. Vsaka knjiga je namreč nov svet in v vsakem izmed teh svetov ste se srečali z nešteto besedami. Besede pa niso le črke na papirju, so močno orodje, ki ga nosite s seboj v življenje. Z besedami lahko tolažite, opogumljate, nekomu polepšate dan. Lahko pa so tudi ostre, neiskrene in ranijo globlje, kot si mislimo. Kot bralci ste se učili besede slišati in jih razumeti. Verjamem, da ne boste nehali brati knjig in vam hkrati želim, da boste v prihodnosti svoje besede izbirali modro, da boste z njimi gradili mostove in v svetu širili resnico, poštenost in dobroto. Čestitam.
Selimo se plesom v krogu, kot prvi na vrsti o plus. Primete se plesno držo, plesave začne z levo nogo, plesava pa z desno. 5, 6, 7 in stran, grečno sled. Plesava pa malce razširimo krog, selimo se bolj živahnim ritmom samba. Plesave začne z levo, preskakate z 5, 6, 7 in prva. In grešna dol, pa dol. Plesava dobro.
Zavrtiš sosedo pod roko, hitro 1, 2, 3 in en velik aplavz. Čudovito. Preden zaplešajo svoj zadnji ples, bi se rad zahvalil vsem trem razredničarkam za vso koordinacijo, tudi tako na vajah, kot tudi danes, brez vas nocoj ne bi potekalo tako tekoče, tako da mislim, dragi devetošolci, da si vaše razredničarke zaslužijo še en velik aplavz za vso trdo delo, ki se ga opravile, da nocoj res teče tako kot mora. Moja zadnja zahvala gre pa prav vam, drage devetošolke, dragi devetošolci. Hvala vam za vso dobro energijo na plesnih vajah, tako v vaših prostorih, kot tudi v naših, za vse pametne in malo manj pametne lumbarije, ki ste jih delali med vajami, skupaj smo se imeli zelo, zelo lepo. Pravijo, da so učenci plesnega učitelja njegov podpis. Tudi vi ste nocoj moj podpis v ta večer in hvala vam, da se moj podpis nocoj tako lepo blešči. Hvala. Plesalec in plesalka se rabita na videzne naravnice, čas je za kovbojsko polko. Mi bomo jih pa spodbujali s kockanje. Pazi, 5, 6, 7, 5, 2, skačimo na moja. Druga stran. Skačimo na moja. Desna roka, desna. Leva, kolena. Hop, znova. 5, 6, 7, 5. Skači stran. Druga stran. Desna roka, desna. Leva, Spoštovani starši, devetošolci in vsi ostali, Julija ne ve, kaj se bo zdaj zgodilo, ker če bi bilo to napisano, bi Julija vse vedela. Ker Julija je idejni vodja, govorni vodja, vodja tele naše valete in se v imenu devetošolcev najbrž učiteljic zahvaljujem za vso to delo in potrpežljivost tudi z nami učitelji.
smo še ta del pripeljali do konca. 9. razredi 2017 do 2026 upamo, da ste danes z nami uživali, se vam zahvaljujemo za vaš trud skozi leta osnovne šole in vam želimo lep večer še naprej. Prosim še en aplavz za našega plesnega učitelja. Hits me suddenly that this is the last day we're going to be at the same school. 6 entire years of being in the same place every weekday are over. For 2 years we've been a couple at school. 2 years of eating lunch together, sitting in form, hiding in music rooms, IT rooms, PE changing rooms. 2 years of going home together, walking when it's sunny, getting the bus when it's cold. Nick drawing faces in the window condensation, me falling asleep on his shoulder. It's all over. Where'd all the time go? Starting to fly. See how the hands go, waving goodbye. You know I get so forgetful when I look in your eyes. Drage devetošolke, dragi devetošolci, napočil je čas, da preizkusite znanje vaših najdražjih. Ples, starši! Plesno držo, vaši najdražji držo vladajo in se skupaj pozivamo ob zvokih dunajskega palčka.
za aplavz vseh staršev, čudo lepo. Naslednji ples, ko po domače rečemo kar iz noge na nogo, takšne malce zastisni za pocav. To je lahko plus ali kar iz noge na nogo. Prijemo se ples na leto in se malce pozivati. Eno brat plesalke podrobo, čestitke, bravo, tudi lepo. Naslednji ples je polka, primer se drža moja, torej zadnji ples starči, tako da naj bo vesel. In skači. Expressão concreta muito histórico.
Več teh plesov. Objameš sosedo čez ramena, tudi če ga ne poznaš. Ne nazadnje so vsi isti in res ni pomembno, čigav si, glavno, da smo skupaj in da se imamo radi. Pa dajmo zdaj skupaj, za vaše najdražje, Ivan glas. Za prijatelje. Zaslužena borba